Sedaj smo pri 4. točki dnevnega reda. Podrobnejši program ukrepov iz odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor za zmanjšanje delcev PM10 v zunanjem zraku. Povezavo na gradivo vam je bila posredovana z vabilom za sklic seje. Ali je potrebna uvodna obrazložitev? Ne. Potem pa prosim za stališče odbora za komunalne in gospodarske javne službe in odbora za finance. Bom podal, oba dva odbora sta soglasno sprejela, da se predlagano gradivo sprejme. Hvala lepa. Se javlja kdo k razpravi? Ne. Potem pa prosim, da ugotovimo prisotnost. Ugotavljam, da ste večinsko prisotni in dajem na glasovanje naslednji sklep. Prvič. Mestni svet MOM se je seznanil s podrobnejšim programom ukrepov iz odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor za zmanjšanje delcev PM10 v zunanjem zraku. Drugič. Mestni svet Mestne občine Maribor soglaša z nalogami občine, kot izhaja iz podrobnejšega programa ukrepov iz odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor. In tretjič. V primeru, da se razmerje financiranja ukrepov iz sredstev kohezijskega sklada med državo in občino zaradi objektivnih razlogov bistveno spremeni, je pripravljalec gradiva dolžan pripraviti novo usklajeno gradivo. Prosim, glasujte. Hvala lepa. Ugotavljam, da ste 36 glasovi za in nič proti sprejeli predlagan sklep. Sedaj smo pri 5. točki dnevnega reda, pobude in vprašanje svetnikov in svetnic. Najprej imamo vprašanje gospoda Jožefa Škofa. Hvala za besedo. Sprašujem, kdaj je predvidena selitev Zavoda za pomoč na domu iz Partizanske ceste na Trubarjevo? Kot je bilo potrjeno strani mestnega sveta Mestne občine Maribor, strani mestnega sveta je bilo predvideno 50 000 evrov za ureditev prostorov na Trubarjevi. Zato prosim za odgovor, kako potekajo priprave in kdaj je predvidena selitev. Bolj primerne prostore na Trubarjevo, ki je tudi primernejša za starejšo populacijo. Zanima me predvsem zato, ker v sredo imamo nadzorni odbor sestanek in bi rad prosil za odgovor. Hvala. Dobro, bomo priskrbeli pisni odgovor, mislim pa, da proces poteka. Gospod Sašo Branilovič ima pobudo, prosim. Hvala za besedo. Zdaj, gospod župan, že v lanskem letu ste vi omenjali ta tako imenovani skatepark in sedaj pred volitvami je ponovno zopet govora o tem, zdaj celo, kolikor imam podatke, so celo predstavniki urbanih športov vam izrekli podporo, tako da upam, da v tem primeru ne bo šlo zgolj za predvolilno obljubo, zato dajem pobudo, da bi se čim prej obravnaval ta DIP, pa da se v proračunu uredi postavka za financiranje. Hvala lepa, ja, DIP je v izdelavi. Gospod Primaš Juhart ima vprašanje, izvolite. Hvala za vprašanje. Torej, kdo je sprejel odločitev o nakazilu ARE športnemu centru Pohorje? Na podlagi kakšnega pravnega temelja je bila nakazana, ter kdo bo odgovarjal, če se ta ARA ne vrne? Zdaj, kar se tiče sprejete, to je vprašanje županu, kar se tiče sprejete odločitve, me zanima ime in priimek osebe, ki je sprejela to odločitev, potem pravni temelj in pa kdo bo odgovarjal, če se ARA ne vrne. Bom samo nakratko še dal pojasnilo. Največ o tej temi je bilo v zadnjem mesecu res ogromno govora, jaz mislim, da tudi meščanom bi mogli malo pojasniti, kako te zadeve stojijo. Vaša trditev je, da je NIPA tudi občinsko podjetje in da obstaja celo varianta, da bi dobili dvakratno ARO vrnjeno, vkolikor ne bo vrnjena enkratna ARA.
Torej še enkrat, kdo je sprejel odločitev, na podlagi kakšnega pravnega temelja in kdo bo odgovarjal, če se Ara ne vrne. Hvala. Pravni temelj je bil predpogodba o najemu, ki sta jo sklenila družba NIPA in pa športni center Pohorje. To pogodbo je podpisal takratni direktor NIPE, to je bil gospod Krajcer. Torej, tukaj imate odgovor, kdo je podpisal, kakšen je pravni temelj. Vse ostalo pa je zdaj še stvar dogovorov oziroma pogajanj med obema akterjema in dejansko, če potem ne bo prišlo do sklenitve take pogodbe po krivdi nasprotne stranke, torej športnega centra Pohorja, je možna tudi vrnitev dvojne Are. Hvala lepa. Pobudo in vprašanje ima gospod Daniel Blejc. Pripravi se pa gospa Lidija Divjak-Mirnik. Moja pobuda je vezana na mojo prejšnjo pobudo, ki je govorila o tem, da bi se podelila dodatna koncesija za zdravnike na območju Maribora Tabor. Več o tem sem mislil, ker smo se pač pogovarjali, sem pripravil v elektronski obliki, tako da bom to oddal. Bi pa predvsem pobuda šla v tej smeri, da se naj ne bi čakalo na to, kaj se bo zdravstvena zavarovalnica odločila, če je Ministrstvo za zdravje določilo nove kriterije poslovanja glede glavarine oziroma poprečja, ki bi ga naj pokrival nek doktor, da bi s tem nadaljevali. Občine ne košta to nič, mora samo sprožiti postopek za dodelitev koncesije. Nerodno je, če bojo po eni strani ti zdravniki šli, pa jih ne bo, ali pa recimo, če bo na mesto občine to nekdo drugi naredil. Vprašanje pa je šlo v smeri finančnega poročila za prvo polletje, da bi bili pač seznanjeni, zdaj to sicer ne bo mogoče, ker vas ne bo več v tej obliki, ampak da bi vsaj dobili neko poročilo o realizaciji na prihodkovni pa odhodkovni strani za prvo polletje leta 2014. Mislim, da je že 2 meseca od tega. Hvala. Hvala lepa. Gospa Lidija Divjak-Mirnik ima pobudo in vprašanje, pripravi pa se gospa Mojca Kasjak. Hvala lepa za besedo še enkrat. Pobuda se glasi takole. Mestni upravi MOM predlagam, da odboru za kulturo posreduje dokument lokalni kulturni program, da se z njim seznani in nam tudi posreduje svoje pripombe. Mimo grede pa sam sprašujem, kje pa stvar sploh stoji? Zakaj še do nas to ni prišlo, to je bilo pod vprašanje, ker se mi zdi, da kroži v javnosti za že kar nekaj časa. Nekaj se skratka dogaja očitno s tem dokumentom, zato bi res dala pobudo in vljudno prosim, če lahko to dobimo še jutri, da se še lahko odbor v tej sestavi s tem tudi seznani. Hvala lepa, gospod direktor, za ažurnost. In pa še vprašanje, ki pa je za vas, gospod župan. Zakaj na dnevnem redu te seje, kjer zdaj sedimo, nimamo naslednje točke? Poročilo o izvrševanju proračuna MOM 1.6, ki je mimo grede katastrofalno, zato bi najmanj, kar je pričakovala, gospod župan, da bomo danes o tem kaj povedali, namreč to smo počeli, ne boste verjeli, tudi pod Francom Kanglerjem, tako da bi pričakovala, da bomo tudi pod Andrejem Fištravcem to točko dnevnega reda imeli in bomo tudi rekli kako se izvršuje proračun in kje smo po tako rekoč 3/4 leta. Hvala lepa. Bi pa vljudno prosila, če mi lahko odgovorite na vprašanje. Lokalni program je v fazi osnutka in mi ga bojo v tem tednu predstavili, tako da dokler mi ga ne bodo predstavili, tudi ne more razprava iti naprej. Je pa bilo zelo dosti dela vloženega van, kolikor mi poročajo. Zdaj, kar se tiče poročila o izvrševanju proračuna za januar, juni, je pač nesrečno padlo v to predvolilno obdobje in sem ocenil, da v predvolilnem času bi razprava bila čisto predvolilno obarvana. Poročilo pa je bilo posredovano vsem svetnikom in svetnicam. Zato poročilo posredovano. Gospa Mojca Kasjak, potem pa še gospod Stojan Avor ima vprašanje. Ja, hvala. Bom predstavila najprej pobudo. V Mariboru je kar nekaj propadajočih objektov, ki jih načenja zob časa. Eden izmed teh je kazensko poboljševalni dom Maribor Stari zapori oziroma ta celoten kompleks, ki je bil zgrajen v času Marije Terezije leta 1900 kot značilna peterokraka zgradba. Vsi trakti objekta s svojo neposredno okolico pa spadajo pod kulturno-varstveni režim varovanja kulturne dediščine.
No, tako je zapisano na eni spletni strani od enega izmed javnih zavodov, ki v bližini upravlja objekt. Določeni deli trakta so se prenovili, kot sta Mariborska razvojna agencija in karantena v upravljanju Narodnega doma Maribor. Del propadajočega objekta sedaj uporabljajo tudi gasilci za vaje, kar se morda sliši odlično ali pa tudi ne. Posamezni deli pa so se prodali celo določenom privatnikom, mesarji, vulkanizerji, kar je popolnoma nerazumljivo, glede na samo logistiko posameznih prenovljenih delov in pa glede na to, da je objekt zaznamovan kot kulturna dediščina. Mladina je objekt poimenovala Kripi in se tam tudi velikokrat zadržuje in to je tudi zdaj največji problem. Saj se zadržujejo blizu vsem znanega Europarka, kar pa zna biti zelo nevarno, namreč objekt propada, pa vendar se v objektu znotraj zadržujejo. Grozljiva pa je tudi okolica okrog objekta, zato izražam pobudo o temeljitem premišljenem pristopu k prenovi objekta. Prav tako pa se naj pod prioritetno uredi javna razsvetljava na parkirišču pred karanteno. Kajti v zimskih časih je tam zelo, zelo temno, edina luč, ki je na prostranem parkirišču, pa prihaja kot odsev javne razsvetljave skozi drevesa iz Titove ceste ter od bližnjega Europarka. Neurejeno makadamsko parkirišče pa v poletnih dneh dviguje ogromno prahu in prašnih delcev. Zato bi bila ureditev javne razsvetljave ter preplastitev sedaj makadamskega parkirišča nujna. V karanteno prihaja namreč veliko otrok, mladine, pa tudi predstavniki starejše generacije, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s kulturo in nihče ne bi želel, da se tam kaj zgodi in da se šele potem ukrepa. Zato vljudno prosim, da moja pobuda mestna uprava vzame kar se da resno in prioritetno. Glede vprašanja pa sledeče. Lahko samo malo. Hvala. Na 13. redni seji sveta mestne četrti Koroška vrata prejšnji teden smo pod točko razno obravnavali dve zadevi, kateri sta že odobreni strani Urada za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor. Zato vas kot članica sveta mestne četrti Koroška vrata v nadaljevanju sprašujem sledeče. Mestna četrt Koroška vrata je namreč iz Urada za komunalo, promet in prostor prejela dopis z naslovom Plan dela za 2014, kjer je jasno zapisano, katere so lokacije, opis del in koliko je vrednost investicij. Iz plana je razvidno, da je za črpališče Bezenškova, ki je planirano za leto 2014, namenjenih 35.000 evrov. Zato vas, spoštovani gospod župan, sprašujem, kdaj se bo začelo to urejati, kajti v svojem PR časopisu Toti Maribor, ki je še v nakladi 40.000 izvodov in ga je zdal vaš štab, lahko občani najdemo veliko obljub. Na strani 9 je v poglavju, ko iz pipe priteče voda, med drugim omenjena zgoraj navedena investicija ter najava, da bo občina nadaljevala z gradnjo distribucijskega omrežja toplotne oskrbe tudi v mestni četrti Koroška vrata. Kdaj? In če se slučajno to ne zgodi leta 2014, kdo bo spet odgovoren, da se to ni zgodilo, mestni svet ali prepozno sprejet proračun? Na ta isti Urad za komunalo, promet in prostor pa zastavljam še eno vprašanje, namreč jaz se danes poslavljam od mestnega sveta, pa sem si dovolila zastaviti še eno vprašanje. Mestna četrt Koroška vrata je v mesecu aprilu letos podala soglasje k preureditvi obstoječega prometnega režima iz dvosmernega v enosmerni promet. Tako je prišlo do spremembe prometnega režima v Kareju, Njegoševa, Hrmankova, Turnarjeva in Vrbanska. Zato obstajajo tudi izdelane strokovne podlage, kjer je v zaključku zapisano, da bo izdelana ustrezna izvedbena dokumentacija za postavitev ustrezne prometne signalizacije na osnovi soglasja in odločbe pristojnega upravnega organa, to je sektor za komunalo in promet Mestne občine Maribor. Glede na to, da so občani pridobili soglasje stanovalcev in mestne četrti, bile so izdane strokovne podlage in obljube strani mestne občine, pa se sedaj govori, da ni denarja za prometno signalizacijo. Prej se o tem ni govorilo, zdaj ko pa treba realizirati zadevo, pa ni denarja, kar je v našem mestu velikokrat najlažji izgovor. Zato me zanima, ali so to vrstne informacije verodostojne in kdaj bo na voljo ustrezna prometna signalizacija. Hvala. Hvala lepa. Gospod Vili, bi lahko kaj odgovorili? Ali? Ja, poleg tega odgovora bi želela pisni odgovor. Seveda. Dobili boste pisno, brez skrbi. Mi delamo na začetku leta plan, ko pripravljamo proračun in takrat skoordiniramo z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi akcije, ki bodo izvedene, seveda v enem pogoju, da je v drugem delu leta tudi finančni načrt realiziran.
in če so prihodki nižji, kot pa so bili planirani, potem nekatere naloge odpadejo. In pri vas prej navedeno črpališče v Bezenško je še vedno v prioriteti, da ga naredimo, ko bojo na voljo seveda sredstva, da to je izvedljivo. Kar se tiče pa prometnih znakov, ko bomo jih kupili, bojo odložbe postale veljavne, ki jih imamo pripravljene, da jih bomo lahko postavili. Kupili pa jih trenutno ne moremo, ker sredstva res ni več. Hvala. Hvala, gospod Svojenauer še ima vprašanje, potem pa ni več pobud in vprašanj. Ja, hvala lepa za besedo. Moje vprašanje se navezuje na mojega predhodnika Primoža, torej dogodki v NIP-i oziroma odgovornost za podpis tako imenovane predpogodbe, po kateri v primeru, če ne pride do najemne pogodbe, seveda zapade tudi ARA v višini, kolikor smo seznanjeni iz medijev, 310 000 evrov. Pa me seveda ob tem zanima, kaj in na kakšen način je Mariborski vodovod vstopil kot dokapitalizator za 175 000 evri v NIP-o, pravzaprav na kakšni osnovi, predvsem sprašujem iz dejstva, da seveda njegovi lastniki, to pomeni skupščina, o tej potezi uprave sploh ni odločala. Torej, vendarle bi za dokapitalizacijo, paste, javno-zasebnega podjetja, kar NIP-a prav gotovo je, po naši logiki ali pa oceni, seveda bil potreben sklep skupščine, torej lastnikov, v tem primeru tudi vseh 16 drugih občin. Jaz moram reči, da sem se malce pogovarjal z župani in nihče seveda ni vedel, da se je kaj takšnega zgodilo, oziroma so izrazili začudenje. Še posebej, če bo ta denar izgubljen. No, zdaj, vprašanje, ki ga je seveda moj predhodnik naslovil, je pa še bolj konkretno bilo. Ne? Torej, ok, vi ste povedali, če bo seveda spoznano, kar seveda dvomim, da je krivec športni center Pohorje, ne, bo pač moral plačati dvojno ARO. Če pa to ne bo spoznano ali pa dokazano na sodišču, bo pa ARA zapadla. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da kot ste sami povedali, je gospod Krajcer edina odgovorna oseba v tem primeru, proti kateremu bodo morda stekli tudi odškodninski zahtevki. Hvala. Torej, skupščina je bila informirana o vstopu vodovoda v NIP-o, jaz sem sodeloval na tej skupščini. Res je, da je odločitve v skladu z akti, ki jih pač vodovod ima, bila storjena predhodno in potem prišlo do neke vrste naknadnega soglasja. Tako da, kar se tega tiče, je zadeva pravno pokrita. Zdaj, kar se pa tiče odgovornosti, jaz mislim, da je tu zdaj preuranjeno v kakršnikoli odgovornosti govoriti. Trenutno se NIP-a še vedno trudi, da bi rešila mariborski turizem in še vedno se trudi, da bi se realizirala predpogodba in da bi prišlo do najemne pogodbe. Tako da to zdaj govoriti v smislu, kot da že tu nekdo za nekaj, da bi naj odgovarjal, je daleč preuranjeno. Poleg tega do odškodninske odgovornosti pride takrat, kadar je zaradi nekega protipravnega ravnanja prišlo do škode. Zdaj, v tem primeru pa ne moremo govoriti o protipravnem ravnanju, še posebej pa ne moremo govoriti o škodi, ker še sploh nismo v točki, ko bi do škode prišlo. Samo to, toliko. Hvala lepa. Ne bi zdaj tu, vi ste vprašanje postavili. Dobro, še minuto imate časa. Zdaj, če sem jaz prav vas razumel, pa ne vem, morda sedim na ušesih. Vi torej trdite, da ste dobili soglasje lastnikov, torej v tem primeru za vstop Mariborskega vodovoda v NIP-o, tudi vseh občin, ki so seveda solastniki, res da manjšinski. Pa sem prav razumel. Kaj ste pa rekel? Odgovor je bil na skupščini. Odgovor je bil na skupščini. Hvala lepa. Smo zaključili 5. točko dnevnega reda
In smo pri 6. točki dnevnega reda, in sicer sklep o imenovanju revizijskega izvedenca za namen revizije porabe sredstev proračuna Mestne občine Maribor. Povezavo na gradivo ste prejeli v skladu s poslovnikom. Ali je potrebna uvodna obrazložitev? Da. Prosim gospoda Sama Krajnca, člana nadzornega odbora Mestne občine, da... Gospod Samo Krajnc je bil pooblaščen strani predsednika nadzornega odbora, da se kot poročevalec udeleži seje, na kar je v petek po 2. uri poslal obvestilo, da se tudi on ne bo udeležil seje, ker da je zadržan. Tako da poročevalca ni. Hvala. Torej, poročevalca nimamo. Želi kdo razpravljati? Zdaj, predno bi gospod Sojenauer dobil besedo, bi še gospod Žula neko obrazložitev povedal. Torej, zakaj smo se odločili, da predlagamo županu, da umakne točko iz dnevnega reda današnje seje? Ne zaradi tega, torej, da predlaga umik. Ne zaradi tega, ker ne bi želeli, da se določene zadeve pogledajo in razčistijo, ampak zaradi tega, ker, če ste si prebrali obrazložitev nadzornega odbora, že tako na začetku navaja, da pomeni dolžno ravnanje nadzornega odbora, torej začetek te revizije na podlagi prijetega anonimnega pisma ter večkratnih pobud posameznih anonimnih in tudi sicer identificiranih prijaviteljev. Potem, če si preberemo, zakaj vse gre, ugotovimo, da je nadzorni odbor letos podobne primere raziskoval sam. Še posebej je zanimivo, zakaj je pač predlagal tokrat revizijo, glede na to, da ima v svojih vrstah člana nadzornega odbora, ki je notranji revizor in to delo tudi opravlja. Zdaj tu imamo potem že dva elementa, torej prvi element je to, da je v podobnih primerih nadzorni odbor sam opravljal revizijske postopke, v drugi alineji je seveda, da imajo takšne ustrezne kadre tudi v svojih vrstah. In potem je še tretji argument, to so pa sama sredstva, to pomeni, to seveda bomo morali potem plačati iz proračuna, medtem ko pa nadzorni odbor, ko je pač opravljal že te svoje naloge, je pač to opravljal v okviru svojega rednega dela in je bil zato tudi plačan tako kot redno je, ko izvaja seje. Ja, temeljni argument je pa da se napačno sklicuje na 32a člen zakona o lokalni samoupravi, ki med ostalim določa posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet, konec navedka. Mi pa, naše strokovne službe pa so po posvetu strokovnjaki, revizori in predstavniki službe za lokalno samoupravo prišli do ugotovitve, da je ta določba namenjena imenovanju strokovnjaka veščaka za posamezno strokovno nalogo v okviru izvedbe revizije. Torej ni nujno, da gre za strokovnjaka revizorja, lahko je strokovnjak z katerega drugega področja, če gre za kakšno vprašanje tehnične ali druge stroke. Torej iz navedenega izhaja, da predlog nadzornega odbora ni skladen z zakonsko določbo, na katero se sklicuje. To je še pa dodaten moment. Ja, gospod Stojanauer se je... Predtem imam proceduralno. Izvolite. Glede na to, da nimamo poročevalca, to pomeni, ne moremo dobiti dobenega tehnega odgovora glede na dano besedilo, ki je bilo podano. Predlagam, da se ta točka ali prestavi na kasneje, se pridobi poročevalca, da bo nam lahko razjasnil pojme, ki jih je nadzorni svet tudi zapisal v samem gradivu. Hvala. Prosim, če date to na glasovanje. Dobro, sedaj imamo predlog, da razprave ne izpeljamo, ampak da razpravo preložimo komu to pomeni praktično, da do konca seje. Ja, praktično do konca seje, če bomo dobili poročevalca. Ja. Lahko koga kontaktiramo? Ja. Torej, dajem na glasovanje predlog, torej, da točko preložimo. Ja, točko preložimo do konca seje,
to je smiselno, če v tem času ne dobimo poročevalca, pač o točki ne moramo razpravljati. Gospod Tavor bo pa obrazložil svoj glas. Hvala lepa, seveda bom proti takšnemu sklepu, namreč z vsemi močmi, ali kot po domače rečem, iz petnih žil se trudite, da bi to točko umaknili z dnevnega reda ali pa seveda ji onemogočili njeno veljavo. Jaz to razumem, ne, ker na koncu koncev vidim, da je nekoga, vsaj mislim tako, očitno strah revizije. Seveda pa dejstvo, ne, da tudi če ni, bi rekel, tukaj nikogar, ki bi naj poročal o tem, utemeljeni sum izraža nadzorni odbor. Jaz mislim, da ni treba po nobenem smislu več, bi rekel, o tej, bi rekel, zadevi, ki je utemeljena v 4 točkah, pravzaprav razpravljati, niti podajati novih dejstev. Odločili so se soglasno in takšno odločitev je treba spoštovati, spoštovane mestne svetnice in svetniki. Še enkrat gre za dejstvo, da je potrebno revidirati poslovanje in seveda porabo proračunskih sredstev gospoda Andreja Fištravca. To je sklep najvišjega organa, ki je seveda za to pristojen, in onemogočanje sklepa, da ga seveda izvede nek zunanji revizor, jaz mislim, da niti najmanj ni podobno kakršnemu demokratičnemu načinu transparentnosti seveda porabe javnih sredstev, še posebej, ker danes, kot sami vidite, nimamo niti poročilo na mestnem svetu o porabi oziroma o proračunu v prvem polletju. Tako da absolutno nasprotujem temu in seveda apeliram na vse, ki dobro mislijo za mesto in Mariborčane, predvsem dolgoročno gledajo na vizijo tega mesta, da glasujejo proti. Gospod Tavor, da boste lahko naslednjič konstruktivno debatirali, torej, ko govorite o najvišjem organu, mislite na najvišji organ nadzora, ne? Da se pa vi del tega najvišjega organa mestne občine. Razen tega vas pa tudi prosim, da sredstva niso sredstva proračuna, niso sredstva Andreja Fištravca, ker če bi imel taka sredstva, bi bil podjetnik, ne pa župan mestne občine. Torej gre za sredstva mestne občine, ne pa sredstva Andreja Fištravca. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Gospod Mikl pa gospod Pristovnik. Spoštovani gospod župan, jaz vas vljudno prosim, res vljudno vas prosim, spomnite se besed takrat, ko ste nastopili svojo funkcijo, zakaj se boste zavzemal, kakšna načela boste zagovarjal, kaj smo se pogovarjali v pisarni pri primopredaji. Zato dajte vi ta trenutek gospodu Viherju povedati, da si želite revizore in da bo vsa fama pa vsej dvomi o tem enkrat končno. Zato je ta razprava sedaj res nepotrebna. Zato predlagam, jaz bom pa seveda tako kot prej. Dobro, hvala, gospod Pristovnik. Ja, Maribor, jaz načeloma nimam nič proti tega, če bi prišlo do razprave. Vendar pa se mi pojavlja vprašanje, ali pa verjetno neka obveza, ker tukaj zdaj praktično tudi piše v tem dopisu oziroma zahtevi strani župana. Strani župana, vse kdo pa je župan, mestni svet in tako dalje, vsi so odgovorni za to. Če seveda boste vključili še leto 2013, potem se jaz tu strinjam, da je 2014 revizijska komisija upravi, ali celo še, da gre leto 2012. Prosim lepo. Torej, če se pa to ne bo zgodilo, sem pa za to, da se to umakne in bo naslednji župan, katerikoli bo, to revizijsko komisija verjetno pol pregledala poslovanje. Toliko. Hvala lepa. Gospod Juhar, če bo obrazložil svoj glas. Hvala za besedo. Torej, glasoval bom proti umaknitvi. Pa bom tudi povedal, glejte, pred sabo imam odprt zapis iz dne 8. aprila 2013, ko ste vi, gospod Fištravec, nastopili svoj mandat. Pa vam bom samo citiral 2 stavka. Program doktora Fištravca bo izhajal iz manifesta Skupaj za Maribor. Programski okvir predstavlja 18 točk programskega izhodišča Vrnimo mesto ljudem. Kot eno izmed prvih nalog Gospod Juhar, torej glasovali boste proti. Pa je napovedal izvedbo mednarodne revizije računskih standardov MOM na dan 31.3.2013, čimer želi biti objektivno stanje. Nismo na soočenju, to bomo na soočenjih. Vljudno vas prosim, no. Da, glasovali boste proti.
dajte se zavzeti za transparentnost poslovanja in če obstaja nek sum, da ga odpravimo. Hvala. Dobro, hvala lepa. Želi še kdo obrazložiti svoj glas? Gospod Blejc, prosim pa gospod Blažič. Jaz bom kratek, jaz bom glasoval tako sem prej, ko je bilo treba obdržati šesto točko na dnevnem redu. Jaz bi samo prosil prisotne, da se zavedajo tega, da z odločitvijo nadzornega sveta odbora se ni zažonglirati. To je odločitev, ki je gotovo premišljena in ni potegnjena za to, da bi nekdo se okoriščal z njo in nekoga blatil oziroma postavljal v nemil položaj. Gospodi so se sigurno odločili z nekim premišljenim namenom oziroma s tem, da bojo to izpeljali. Jaz vam iz izkušenj povem, ko nam ni bilo to dano, so nastopili dosti večji stroški in dosti večja škoda, kot pa če to izvedemo zgolj iz preventivnih razlogov. Hvala. Pa gospod, ne Blažič, ja, se ne prijavljajo. Moram povedati tako, gospod župan, da smo svetniška skupina Socialnih demokratov s težkim srcem podprla proračun in da je na našo pobudo bil tudi sprejet sklep o sprotnem poročanju o porabi sredstev. Mi smo to pričakovali vsaj na junijski seji, od tega ni bilo nič. Zdaj smo že v septembru, niti ni poročila o polletnem poslovanju, kaj šele sprotnem. Seveda bomo glasovali proti umiku, ker mislimo, da nadzorni svet mora opraviti svoje in dilema okrog tega, kaj se bo revidiralo, da lahko tisti, ki bo določal, kaj se naj v reviziji pregleda, umakne tisto, kar ne bi smelo, mislim, da lahko tudi na odločitvi mestnega sveta, bodočega. Hvala lepa. Gospod Brkić se še javlja, pa še kdo? Ne. Jaz bom glasoval za umik, ker roko na srce zdaj zahtevati na koncu nadzorni odbor revizijo, ta bo trajala leto dni in je totalno brez veze, da bo se to delalo. O tem bo pa tak odločil novi mestni svet, kaj bo s to revizijo. Zato pustimo, da to naredi novi mestni svet, če želi. Hvala. Dobro, gospod Brkić, ne, gospod Blažič ima proceduralno, prosim. Ja, hvala lepa za besedo. Lepo bi prosil, da ne govorimo več o umiku točke dnevnega reda. Kajti poslovnik ne dovoli, dnevni red je sprejet, da je dnevni red sprejet in moramo po dnevnem redu delati. Umakne se lahko pred sprejetjem dnevnega reda. Lahko se pa prestavi iz 3. točke na 15. To je možno po poslovniku, tu tako piše, vse sem dobro prebral. In takih stvari, da se neke stvari umaknejo, ki so že sprejete, so iz proceduralnih zadev nesprejemljive. In če gremo, večkrat sem že rekel, če je procedura kraljica demokracije, dajmo se iti demokracijo. Hvala lepa. Ja, kot predlagatelj, ne? Kot predlagatelj, lahko povem, ne? Moj predlog je bil, ni dobene besede bilo o umiku, to ste sedaj seveda izkoristili, lahko pogledamo magnetogram, ampak o prestavitvi točke do takrat, dokler ne pride poročevalec. Tisti, ki ste pa govorili sedaj, da sem predlagal umik, pa lahko pregledamo magnetogram. O dobenem umiku nisem govoril, ampak samo o prestavitvi točke, dokler poročevalec ne pride. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, lahko gremo na glasovanje, želi še kdo obrazložiti svoj glas. Predlog je, da začnemo z razpravo o tej točki, ko se pojavi poročevalec. Ja, zahtevali ste poročevalca. Prosim, gremo na glasovanje, ne? Vse, če so stvari jasne, potem tak, ja. Gospod Auer bi nekaj želel. Gospod Auer, imate proceduralno? Izvolite. Zdaj, da se izognemo kakršnimkoli zapletom, nadzorni odbor ima svojo sekretarko, ne, ki je seveda v njihovem imenu pač tista, ki lahko
recimo zdaj mestnemu svetu sporoči, ali se bo sploh kdo udeležil danes te seje ali ne, ker če sem jaz prej razumel prav gospod Rosano, ne, so se pač ljudje upravičili, gospod Glogovšek, kolikor vem, je predsednik, imajo podpredsednika gospoda Kokalja, ne, in seveda ostale člane in zdaj seveda prelagati nekaj, ne, pa naj sekretarka pove, ali bo kdo prišel ali ne, ker potem dajmo to točko tako, ko smo sprejeli v dnevnem redu. Iz opravičila, ki ga je poslal gospod Krajnc, ni razvidno, da bi kdorkoli drug se udeležil te seje, zato so pustili to točko dnevnega reda, če jo boste obravnavali takšno brez predlagatelja. Tako je bilo razumeti iz tega elektronskega sporočila. Problem je nastopal v trenutku, ko ste želeli uvodno obrazložitev in uvodne obrazložitve ni bilo. Ja, praksa je takšna, da če nekdo reče ja, je potem uvodna obrazložitev, ne? In potem je gospod Viher predlagal, da poskušamo pridobiti uvodnega dokler ne pridobimo uvodničarja, potem tako dolgo, potem Še enkrat, jaz imam vso pravico statutarno, ne, da zahtevam obrazložitev. Če te obrazložitve ni, more občinska uprava priskrbeti poročevalca. Poročevalec na tem gradivu je tisti, ki je bil napisan, gospod Krajnc. Če njega ni, more v redu, potem pa Jože Glogovšek ali nekdo, ki bo kasneje to prišel razložiti. Jaz nisem predlagal za to, da se to umakne, ampak da se prestavi do takrat, dokler poročevalca ne dobimo. Ker sem po statutu oziroma poslovniku lahko želim imeti uvodno obrazložitev, te pa ni, to pa mi more pač občinska uprava zagotoviti. Ne gre za umik, gre pa preprosto, ker imam tudi sam nekaj vprašanj na njihovo gradivo, ki pa ni de facto glih mogoče najbolje, in želim imeti ta odgovor. Tega odgovora v tem svetu žal ne moremo dobiti in zato pač želim, da predstavimo, pa nekoga pokličete, ki bo prišel sem in bo poročeval in tudi odgovarjal na naša vprašanja. Nismo pa vsi enakega mnenja. Hvala lepa. Glejte, dobro, gospod, izvolite proceduralno, gospod Folko. Hvala lepa za besedo. Jaz predlagam, da se izognemo vnaprejšnjim zapletom, v katere smo se sedaj zapletli, da dajmo glasovati, dajte na glasovanje, koliko je takšnih mestnih svetnikov, ki si želi obrazložitev. Če je to manjšina, potem... Ja, če je to manjšina, potem dajmo točko, gremo za točko naprej. Gospod Folko, vse to je predlog gospoda Viherja. Zdaj, če bo njegov sklep izglasovan, potem bomo čakali poročevalca, če pa ne bo izglasovan, pa gre točka naprej, ne? Torej, predlog gospoda Boštjana Viherja je, da se prestavi točka, dokler ne dobimo poročevalca. To je njegov predlog. Torej, to je njegov predlog. Zdaj bomo najprej ugotovili prisotnost, potem bomo po tem predlogu glasovali. Bom še enkrat povedal. Torej, zdaj ugotavljamo prisotnost. Torej, ste večinsko prisotni. Torej, glasujemo o proceduralnem predlogu gospoda Boštjana Viherja, ki pravi, da se razprava izvede, če se do konca seje zagotovi poročevalec k tej točki. Razumemo? Če se zagotovi poročevalec točki, torej kdor je za, pomeni, da čakamo do konca seje in iščemo poročevalca, kdor je proti, pa pomeni, da razpravo izpeljamo že kar v okviru sedaj 6. točke. Prosim, glasujte. Ne, Rosana je povedala, da se gospod opraviča. Dobro, ugotavljam, da se razprava z 23 glasovi proti in 10 za izpelje znotraj te točke dnevnega reda v tem trenutku. Torej, poročevalca nimamo, prosim, da se prijavite k... Ja, gospod Stojan Avar, pripravi se gospod Valter Pristovnik. Dobro, čeprav se nisem prijavil, bom čist kratek. Torej, vsekakor bomo v listi za pravičnost in razvoj torej predlog nadzornega odbora podprli
in seveda mu dali to možnost, da se ta zunanja revizija seveda opravi, kajti utemeljeni sumi, ki so jih pač zapisali, seveda so takšne narave in povzročajo lahko seveda tudi preko škodljive posledice za proračun v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, gospod Walter Pristojnik, vi ste se prijavili? Ja. Aha, pa gospod Milan Mikl ste se prijavili? Lista za Maribor. Torej, jaz sem že prej povedal, kako bom glasoval, ampak jaz bi pa predlagal, da to dopolnimo ne samo 2014, 2012, 2013, ker tu so zadeve, ki se ležejo. In prosim lepo, da ste to na glasovanje. V bistvu gre tukaj za gradivo predlagatelja nadzornega odbora iz njihove pristojnosti, tako da v njihovo ne moremo posegati. Ne? Tako da je to, kar oni predlagajo na mestnem svetu, pa je, da sprejme, potrdi to, kar so oni predlagali, ali pa ne. Tako. Svet drugače tudi, če mislimo, da je tako prav. Ja, verjetno, da se nekateri ne strinjate. Da je to... Hvala lepa, gospod Milan Mikl še bo razpravljal. Ja, hvala lepa. Jaz bi s taki predlog, ko ga je dal zdaj moj predhodnik, gospod Pristojnik, z dvema rokama dvignem in to potrdim v vsakem primeru. Takrat, ko je nastopil gospod Fištravec za župana z svojo ekipo, takrat in tudi v predvolilnem času se je veliko govorilo, da se bodo naredile revizije po vseh javnih podjetjih, naredila revizija v samem mestni upravi. Mi smo se tega želeli, do danes nimamo dobenega rezultata. Mi bi želeli te rezultate imeti, kar se tega tiče. Tako da so imeli na voljo, tako da bi lahko v zvezi s tem govorili. Zdaj, seveda tukaj navedbe nadzornega odbora so točno določene, v kaj gre. Zato je tu smisel revizije. Ker če ti nekdo reče revizija, poslovanje mestne občine Maribor za leto 2013, potem je to ne bodo končali 2 leti. Ko pa nekdo reče revizija točno za določena izhodišča, to, kaj oni sumijo, pa potem to, ki lahko da rezultat hitro. Zato je tako nadzorni odbor tudi to navedel. Konec koncev tudi mene mogoče zanima, zakaj je. Takrat smo govorili festival Lent, in kje bo potem tisti znesek, ki ga dala država, kje bo župan vzel ta denar, vse nismo dobili tega odgovora nikoli. Na kak način je teh 77.000 evrov šlo potem takrat za festival Lent. Pa je dobro, festival Lent uspel, ampak konec koncev smo mestni svetniki tukaj, ki bi pa bilo potrebno tudi včasih, da bi dejansko še dobili kako dodatno obrazložitev. Tako da seveda mene samega še posebej bolj zanima, še nekatere druge stvari tukaj so dobro navedene in seveda v županovi listi bomo to zagotovo ta predlog sklepa, ki ga je dal nadzorni odbor, tudi potrdili. Tako da lahko pa še samo to povem, tisto, kar sem si lahko razbral iz poslovanja oziroma realizacije proračuna 1 do 6 v letu 2014, mislim, da sem kar ponosen v imenu županove liste, da smo takrat obstruirali to sejo, ker smo takrat ravno na tisto, kar smo želeli vprašati, nismo dobili odgovore in ravno zaradi tega nismo takrat želeli takšnega proračuna, kot je bil sprejet, ne sprejet. Socialni demokrati so takrat dali, bi rekel, kar všečno, seveda neke pogojnike zraven, ki pa sem danes lahko tudi razbral, pa mi skupaj lahko razberemo in nismo bili deležni tega sprotnega poročila. Tako da jaz mislim, da to tudi za župana dobro, bi bilo bi mogoče dobro, da bi že to bilo še pred volitvami, že to poročilo, te revizije, tako da bo tudi za njega, ker potem, če je to nekaj narobe, mislim, da je tu nekateri pomisleki za to, tukaj kaj ste navedbe, potem toliko boljše tudi za samega župana, da bo lahko to potem z mirnim veseljem povedal, da temu ni tako, kot nekdo špekulira. Hvala lepa. Zdaj, gospod Pristojnik, ste se znova prijavili? Na gospoda Mikla. Gospod Mikl je diskutiral tako, kot da je bilo vse v redu leta 2012-2013. Torej, jaz sem predlagal, da je revizijska komisija upravi tudi v leta 2012 in 2013. Gospod Pristojnik, smo razumeli. Hvala. Ja. Gospod Primož Juhar se je prijavil k besedi še. Jaz se bom zelo kratek. Torej, jaz bom podprl ta sklep. Nadzorni odbor je le nek najvišji organ nadzora mestne občine Maribor, kot je prej župan pravilno ugotovil. Hkrati me je pa gospod Pristojnik le izzval za tem svojim vprašanjem. Namreč še revizija za nazaj, pa tudi zdaj gospod Mikl. Mogoče bi pa na tem mestu le gospoda župana vprašali,
Mislim, ta mednarodna revizija računovodskih izkazov na 31.3. ni bila izvedena. Pa mogoče zdaj le vprašanje, če imate zdaj to sliko poslovanja do 31.3.2013, oziroma zakaj ni bila ta mednarodna revizija izvedena. Namreč vsi mi, še najbolj pa volivci, smo pričakovali, da bomo dobili na mizo neke podatke, torej kje smo, torej kje to mesto je, toliko je bilo govora, ne vem, mogoče pa imate te podatke, mogoče nam bi jih danes predstavili, to je bilo duh vprašanja gospoda Pristovnika, če lahko mogoče en kratek odgovor. Jaz to smatram kot predvolilno vprašanje in bom na volilnih soočanjih na to odgovarjal. Želi še kdo? Gospod Boštjan Viher želi razpravljati. Hvala lepa za besedo. Jaz bi želel dobiti določene odgovore od predlagatelja oziroma poročevalca. Želel bi dobiti vse anonimke oziroma tiste tekste, ki so bile napisane. Veste sam, da sem proti anonimnim pismem, ker jih lahko pišete vi, pa mi, pa vsi skupaj. Želim dobiti tiste iniciatorje, ki so se identificirali, kakor piše nadzorni odbor, to pomeni, da so uradno podali sum kaznivega dejanja oziroma preiskave. Potem pa želim še dobiti, glede na to, da v 4. točki navaja nadzorni odbor, da je prečital iz medijev, ki jih spoštujem, da je prišlo do določenih nepravilnosti. Zdaj, če je to predmet nečesa, da se izvede revizija, pa nisem proti reviziji, ne me napačno razumeti, ampak želel bi dobiti te odgovore od poročevalca. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ne. Potem pa predlagam, da ugotovimo prisotnost pred glasovanjem. Ja. Prisotnost imamo preverjeno, pravi kolegica odprej. Lahko glasujete o prisotnosti. Ne, prisotnost prijavljate. Sedaj prijavljate prisotnost. Ugotavljam, da ste večinsko prisotni. Sedaj pa boste glasovali o sklepu. Nadzorni odbor mestne občine Maribor predlaga mestnemu svetu mestne občine Maribor, da na podlagi 28. člena poslovnika nadzornega odbora MOM ter 32. člena zakona v lokalni samoupravi imenuje revizijskega izvedenca za namen revizije porabe sredstev proračuna mestne občine Maribor v obdobju od začetka mandata župana dr. Andreja Fištrovca do junija 2014. Prosim, glasujte. Ugotavljam, da ste s 30 glasovi za in 4 proti sprejeli predlagan sklep.